Tako so člani viniške folklorne skupine Oton Župančič pričeli osrednji folklorni del letošnjega 49. Jurjevanja, ki je zvenelo v pestrosti in barvitosti folklornega izročila. Belokranjskim folklornim skupinam so se na odru v Jurjevanski dragi pridružili tudi folkloristi iz Sežane, Srbije, Hrvaške in Mehike. Še posebej slednji so navdušili občinstvo. También están chulas, compadre, no lo van enamorada. Mire qué bonito lo de rojo. Ni se diga la rosa, no, no. Eso de rosa hasta las piernas de comida, compadre. En esa pierna, mi clarecita.
Mladi, nadarjeni folkloristi folklorne skupine Estampas de Mexico ali v prevodu Mehiške znamke navdušujejo občinstvo in skozi plesne zgodbe predstavljajo pestrost in barvitost Mehike na turnejah širom sveta. Delček stoletne tradicije kulture domačega kraja so na letošnje jurjevanje prinesli tudi člani folklorne skupine Turopolje iz Velike Gorice pri Zagrebu. Z glasbenim, pevskim in plesnim programom iz nekaterih predelov Srbije so se že tretjič na jurjevanju predstavili člani folklorne skupine kulturno-umetniškega društva Stanko Paunović iz Pančeva.
univerzalnem jeziku plesov in pesmi različnih narodov je občinstvo uživalo vse 3 večere letošnjega jurjevanja. Zelo izvirno, zelo domače, zelo pestro, smo res uživali. Skozi nastope folklornih skupin so se na jurjevanju udejanile besede črnomaljske županje Mojce Čema Stjepanovič, da nas kultura združuje, da nam veselje daje moč,
Ritem glasbe in plesa pa nas vedno znova popelje v svet, ki ne pozna vsakdanjih skrbi. Z navdušenim ploskanjem je občinstvo pozdravilo tudi presenečenje, ki so ga pripravili folkloristi iz Srbije. Zaplesali so namreč splet bojanskih plesov v Skoške vasi v Beli krajini. Pestrost in barvitost folklornega programa na letošnjem festivalu je požela odobravanje vseh obiskovalcev Jurjevanja. Vsako leto nas poživi Črnomaljce in živimo s tem Jurjevanjem. Letos posebno s to mehiško skupino, ki je neka novost. Še več novosti pa organizatorji napovedujejo za prihodnje, jubilejno 50. Jurjevanje. Želel bi si iz vsakega kontinenta vsaj eno folklorno skupino, bomo videli, če nam bo to uspelo. Vsekakor pa bo, poleg belokranjskih folklornih skupin, prihodnje leto na Jurjevanju sodelovalo tudi več skupin iz tujine, saj, kot pravi Črnič, ima Jurjevanje dve poslanstvi: da poglablja znanje o domači kulturi in da širi obzorja.
Folklorna skupina Estapas de México. Gracias.